Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. V nocojšnji oddaji Infokus gostimo enega najbolj vročih državnih sekretarjev v kabinetu predsednice vlade Alenke Bratušek, gospoda Gašperja Mišiča. Pravi, da je dregnil v druščino plenilce, zato se je nanj vsul plaz pisem, sporočil na svetu, storil in neposrednih groženj. Gospod Mišič, dobro večer. Vi ste zadolženi za povezovanje, združevanje in sinergije na področju gospodarstva, infrastrukture, predvsem pomoč gospodarskim družbam v težavah, če sem pravilno zdaj fokusiral vašo funkcijo. To je kar obsežna zadeva. Zanimivo je, da danes, ko je večina ljudi na dopustu, ko sva se pogovarjala za oddajo, ste vi imeli še recimo obiske iz Mure, iz Sveje. Boste sploh šli kaj na dopust v tem času? Ja, najlepša hvala za povabilo v vašo oddajo. Torej, sedaj ni čas za dopustovanje, sedaj je čas za akcijo, za delo, za reševanje težav, ki so se v naši državi dobesedno nagrmadile. Ni dneva, da ne pokliče kar nekaj predsednikov uprav iz podjetij, ki so se znašli v težavah iz raznih razlogov. Predvsem je tukaj vpliv krize, vpliv negospodarnega ravnanja in seveda bančnega krča, ki se je v tej državi pokazal kot eden izmed ključnih razlogov za težave številnih podjetij, ki so prezadolžena in četudi so prepoznana kot perspektivna razvojna podjetja, zaradi prezadolženosti ne morejo normalno poslovati, imajo težave z likvidnostjo in tukaj je vloga države, da odreagira in jaz lahko samo zatrdim, da smo na dobri poti, vsaj tistim podjetjem, ki jih trenutno obvladujemo oziroma obdelujemo, da slika dobro kaže, čeprav slika ni rožnata, ampak je določena perspektiva, kajti želimo zadržati in ohraniti delovna mesta, predvsem pa inženirsko znanje, ki se je skozi desetletja in vlaganj v ta podjetja nakopičilo in mislim, da bi bilo zelo slabo za našo državo in tudi neodgovorno, če bi pustili, da ta podjetja, ta naša dragocena podjetja propadejo. Zdaj ste tudi predsedujoči koordinacijskega odbora za celovito rešitev Cimosa. Mislim, da je praktično sporazum o pomoči države že podpisan za teh 30 milijonov, verjetno. Kako so pravzaprav izgledala ta pogajanja z konzorcijem 19 bank? Ja, gledajte, vlada je sprejela sklep o državni pomoči, torej da gremo z državno pomočjo transparentno in ne tako, kot se je to dogajalo v preteklosti, ko je Evropska komisija odkrila nedovoljeno državno pomoč pri nekaterih gospodarskih družbah. Kot je recimo Elan in da ne naštejemo še druga podjetja. Na tej vladi se zavedamo problema ohranitve delovnih mest in predvsem pa pri nekem pregledu poslovanja, konkretno družba Cimos, ta je nekako po nekem slučaju prišla nekako ena med prvimi na vrsto. To je zdaj... Je pač tako naneslo in glede na to, da ta družba skupina zaposluje 7000 ljudi, 7000 delovnih mest, od tega v Sloveniji 3000 in da je zelo močno vpeta v evropsko avtomobilsko industrijo in da ima sklenjene večletne pogodbe z naročniki, ki skupaj znesejo 385 milijonov evrov letno oziroma družba letno 385 milijonov in na mesečni ravni bi to nekako znašalo cirka 30 milijonov evrov imajo prihodkov v družbi, v skupini Cimos. In glede na situacijo, kakršna je, da je družba predzadolžena in da kot taka tudi izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom o pomoči družbam v težavah, je družba Cimos priglasila pomoč v vladi in na Ministrstvu za finance, na Ministrstvu za gospodarstvo. Smo se s tem primerom ukvarjali kar nekaj časa, res da je malo časa na razpolago in smo dejansko prepoznali, da je to družba, ki ima perspektivo, ki ima razvojno dejavnost. Sestali smo se tudi z naročniki, kar je zelo pomembno, naročniki in kupci njihovih izdelkov je zelo pomembno. To je bil prvi moj sestanek na to temo. In so potrdili to, v bistvu te zaveze
ki izhajajo iz tega? V bistvu moč in uspeh vsakega podjetja se vidi in kaže skozi vpetost v mednarodni prostor, v odvisnosti od tega, kakšni so naročniki, ali so to dolgoročni naročniki, ali so to naročniki oziroma kupci, ki so tudi vpeti in so odvisni od tega proizvajalca. To se pravi, če tega sestanka, recimo, če ne bi imeli jasnih zagotovil, da ima družba Cimos pogodbe iz tujine, bi se težje verjetno odločili za pomoč, oziroma se sploh ne bi verjetno, mislim, če ne bi imelo zagotovljenega trga in naročil, kaj bi v tem primeru naredili? Oziroma, zanima me predvsem, to je zelo velika odgovornost, ne, tudi ne nazadnje vaša, ne, vi ste tisti človek, ki odločate praktično o usodi takšnega sistema, kot je Cimos. Ne? Glejte, jaz sem samo državni sekretar in dejansko izvajam dela in naloge v skladu s pooblastili predsednice vlade in v dogovoru z ministroma, predvsem minister za finance in minister za gospodarstvo, ki sta tukaj najbolj vpeta pri reševanju podjetij v težavah, in moja naloga je predvsem, da na operativni ravni uskladim in dogovorim, združim vse interese vseh deležnikov, ki so vključeni v posamezni gospodarski družbi, za katero smo skupaj ugotovili in prišli do spoznanja, da je družba perspektivna kot taka in da ima razvojne programe, ki jih je seveda smiselno ohraniti, in seveda posledično, kar je pa v prvem planu te države in te vlade, da ohranimo delovna mesta, in to je tukaj konkreten primer. Koliko denarja recimo je potem programu, ki ga pač vlada zdaj pošilja nacionalnem reformnem programu, koliko denarja recimo je namenjenega za reševanje teh podjetij? A je kakšna številka glede tega? Trenutno se pogovarjamo o garanciji oziroma o jamstvu za 35 milijonov evrov za družbo Cimos. Za ostala podjetja je dejansko treba poljubno oziroma sproti videti, koliko dejansko denarja potrebujejo glede na izračune in ugotovitve službe na Ministrstvu za gospodarstvo, ki se ukvarja s tem pregledom podjetij, in vsako podjetje je v odvisnosti od poslovanja tudi upravičeno in od zadolženosti in seveda od same vloge, ki jo dejansko imajo v naši družbi, se da ugotoviti, do kakšne državne pomoči so dejansko upravičeni. Zato smo v stalnem stiku z Evropsko komisijo in bomo pri teh družbah ravnali transparentno. Državna pomoč se bo dejansko prikazovala in usklajevala tudi z Evropsko komisijo, kajti državna pomoč, ki jo je država oziroma vlada Republike Slovenije napovedala v konkretnem primeru Cimosa, mora pridobiti tudi soglasje Evropske komisije. Za vsako posamično pomoč v bistvu mora biti soglasje Evropske komisije? Za vsako posamično pomoč, seveda vsako podjetje je podjetje primer zase. In kakšne so ključne omejitve pri tej pomoči? Ne? Mislim, ker vemo, da s tem je bilo recimo kar precej problemov, predvsem pri Elanu, ki bi moral vrniti praktično 20 milijonov evrov. Mislim, kaj je bilo narobe tam v bistvu, kaj pa je zdaj drugače recimo v tem, ker so pač jasna pravila postavljena strani Evropske unije, verjetno ne. Glede, vse zakon je jasen. Če delate v skladu z zakonodajo in če delate tako, kot vam narekuje pravila Evropske komisije, potem ne naredite napake. Če pa se obnašate drugače, mimo pravil in mimo zakonskih določb, takrat je logično, da naredite napako, in upajoč, da boste lahko karkoli skrili pred očmi Evropske komisije, je slabo in neodgovorno ravnanje. V tej vladi smo se odločili, da gremo transparentno z državno pomočjo, natanko toliko, kolikor to pokažejo izračuni, in nikakor ne za kakršenkoli drug način, kot samo za pomoč, državna pomoč pomeni enkratno pomoč, ki se ne ponovi, in državna pomoč, ki jo da država, mora boleti podjetje, ki prejme državno pomoč. To podjetje se mora zavedati, da je država vstopila kot v lastniško strukturo, povečala lastniški delež, v bistvu. Tudi to je faza kasnejša. V prvi fazi želimo dejansko pomagati odpravo likvidnostnih težav in nikakor pa ne vstopati, državi ni v interesu, da bi vstopala v lastniško razmerje, vkolikor je to potrebno v drugi fazi, ko gremo v drugo fazo, ko bo že pripravljen program prestrukturiranja, takrat dejansko lahko tudi vstopimo, vendar kot kratkoročno
za neko kratkoročno obdobje, dokler se podjetje ne postavi na noge, vendar nikakor ne, kot se je dogajalo tudi v preteklosti, da je država dala nek denar in nihče drugi ne. Tukaj dejansko smo se postavili na stališče, da morajo vsi deležniki sodelovati, lastniki, banke, upnice in šele na to država, in ko dosežemo ta sporazum, ki je bil sedaj predmet usklajevanj in podpisovanj, tokrat nekaj več kot 14 dni, če primerjate, koliko časa so se usklajevali prej, je to zelo, bom rekel, kratek rok in uspeh za vse nas, pripravljenost na sodelovanje. Je pa pomembno to, naši sestanki so bili zelo dolgi, trajali so nekaj ur, zadnji sestanek, ko smo podpisali, parafirali ta sporazum, je trajal 10 ur in pol in nihče ni se odmaknil od mize, tako rekoč. Ampak tukaj se krešejo mnenja, argumenti, protiargumenti in se potem dejansko prihaja do konkretnih in pravilnih zaključkov in zato je lahko tak projekt, kjer vsi sodelujejo in želijo sodelovati, ker imajo tudi svoje razloge za to in tudi interese. Na koncu koncev, če določena družba propadejo tudi lastniki in z njimi tudi banke upnice, vkolikor so pa pripravljeni na sodelovanje, potem lahko rešijo in podjetje, delovna mesta, lastniki se lahko rešijo, da zgubijo manj, predvsem pa banke upnice, ki so ekonomske lastnice, morajo dejansko se zavedati, da vkolikor ne bodo šle v konverzijo terjatev v lastniške deleže, da bodo zgubile največ. Država Slovenija pa tudi posledično zgublja največ, kajti vemo, da so vse te banke tako ali drugače v večinski državni lasti in vkolikor v enem takem podjetju, gigantu, kot je Cimos, ostane samo v Sloveniji skoraj 3000 delovnih mest. Veste, kakšna je to socialna bomba, vkolikor se nam takšno število ljudi zgodi na Zavodu za zaposlovanje. Dobro, zdaj nekaj očitkov je bilo na to temo, da pač je to podjetje iz obale, odkoder prihajate, to je ena vrsta očitkov, drugi so pa šli predvsem v smeri, mislim, da na eni oddaji, na konkurenčni oziroma na nacionalni televiziji, glede vaše strokovnosti oziroma usposobljenosti za reševanje teh podjetij, predvsem strani nekaterih, bi rekel, teh profesorjev, ki se pojavljajo kot komentatorji. Kaj pravite na te očitke? Ja, jaz žal imam svoje mnenje o vseh teh posameznikih, ki so že desetletje prisotni in krojijo nekako javno mnenje. Jaz osebno menim, da tukaj gre za en medijski mobbing nad državljankami in državljani Republike Slovenije, ker se tako imenovani strokovnjaki, ki so lahko zelo konkretno, za katerega ekonomista. Imena mislim, da so že znana, ker peščica teh strokovnjakov je dejansko vsak dan na naših TV ekranih in v raznih časopisih prisotna, dejansko znajo samo kritizirati, znajo analizirati, zakaj se nekaj ni dalo narediti in pametovati seveda, kako se nekaj ne da in zakaj se ni dalo, predvsem pa obtoževati in zaničevati akterje, ki skušajo nekaj narediti in pomagati, da ta država pride vendarle na zeleno vejo. Moj primer je takšen. Jaz se trudim, delam tudi med prazniki, dan in noč, sedaj sem delal dobesedno od 18 do 20 ur na dan, da sem lahko, da se je pokazal nek rezultat. Posamezniki pa so imeli priložnost, predvsem so to teoretiki, ki so ugotovili, da njihova teorija ni skladna s prakso in so se nekako spet vrnili v ozadje, v svoje področje teorije in še naprej teoretizirajo in še naprej zavajajo slovensko javnost, da smo vsi, ki smo uspešni tako ali drugače, sedaj po njihovem nesposobni, da nismo strokovni, da nimamo dovolj znanj. Primer Cimosa pa kaže, da ravno to pomanjkanje komunikacije iz preteklosti, to, kar dejansko delam jaz in obvladujem, zato sem tudi nekako se ponudil že v sestavi te vlade, da grem v operativo. Kajti na deklarativni ravni smo v tej državi vsi odlični. Vendar na terenu, ko pa moramo vse to, kar se dogovorimo, bodi si v parlamentu, bodi si kjerkoli že na nekem omizju, ko moramo to uresničiti, potem pa pademo na izpitu. Čisti primeri so vam naši infrastrukturni projekti. Če pogledate ključni infrastrukturni projekti od 3. razvojne osi, 2. tira, 3. pomol v Luki Koper, podaljšanje 2. pomola oziroma 1. pomola in še marsikatera druga
infrastrukturna dejavnost, ki bi morala biti zaključena že v preteklosti, že mnogo let nazaj, danes nima niti osnovnih pogojev, niti dokumentacije, celo projekta ne. In ko k nam prihajajo potencijalni tuji investitorji že desetletja, mi njih dobesedno zavajamo. Mi jim ponujamo neke kataloge projektov s slikami, z risbami v barvah, vendar ko pa vprašate, ko pa tujec vpraša, oprostite, kdaj lahko pričnem z delom. Evo, tipičen primer je Emonika. Poglejte, Emonika že od leta 2007 čaka na realizacijo. Investitor ponuja 250 milijonov evrov investicije na morebitno podlago, ki bi od država zagotovila 30 milijonov evrov. Ampak to je samo eden projekt, eden izmed projektov. In mi se dogovarjamo in pogovarjamo že od leta 2007. Koliko let umeščamo v prostor tretjo razvojno os? Koliko let se pogovarjamo o drugem tiru, ki je F od X tretjega pomola oziroma podaljšanja zmogljivosti Luke Koper. Če mi ne bomo sočasno pa usporedno delali na izgradnji pomolov oziroma povečanju zmogljivosti, pretovorne zmogljivosti Luke Koper in hkrati delali na drugem tiru, se ne bo nič zgodilo. Danes, ko smo se znašli v tem krču in krizi, ni denarja, vsi jamrajo in bojim se, da se bo to jamranje nadaljevalo še v naslednji finančni perspektivi, zato ker smo določene kompozicije vlakovne že zamudili. Če pogledate TNT koridor, ki prihaja z Baltik-Jadran, ta namesto, da bi dejansko zasedel ključno mesto v Sloveniji in se tako srečal z odprtim morjem pri Luki Koper, se nam je zgodilo nekaj drugega. Da smo leta 2006-2007 bili prepočasni oziroma je nekdo moral spati, da se je ta TNT koridor ustavil pred Slovenijo, nadaljeval pot, projektirano pot čez Italijo in se zaključi v Trstu. In mi se dejansko z nekim kapilarnim... Mislim, da je tam šlo celo za neko kriminalno dejanje. Ne vem, kaj se je dogajalo, ampak dejstvo je, da se mi kapilarno vključimo. En del prek Prekmurja in kapilarno se priključimo v TNT koridor preko Kopra. Torej, kje so vsi ti veleumi, ki so se takrat ukvarjali s vključitvijo Slovenije v evropske prometne tokove, kajti če Slovenija ni vključena v evropske prometne tokove tako, kot bi morala, potem se ne more razvijati in ne more preiti iz kategorij držav sledilk v kategorijo držav, ki trende ustvarjajo. Ključna primerjalna prednost naše države, recimo, če jo samo primerjate z Avstrijo ali pa z Švico, te dve državi si nekako vzajemo za primerjavo. Mi imamo morje, mi imamo morsko transportno pot, ki se navezuje na ves svet preko Gibraltarja in preko Sueza. Imamo krajšo transportno pot najmanj za 8 dni. Veste, kaj pomeni vsak dan v transportu blaga z ladjami, v finančnem smislu, kakšen prihranek je to. In če bi mi bili bolj aktivni in če bi se znali tudi združiti in povezati z ostalimi lukami v severnem Jadranu, jaz sem celo razmišljal o tem, tako kot so že v preteklosti nekateri, da bi ustanovili holding pristanišč severnega Jadrana in bi si tukaj nekako prerazdelili tovore oziroma bi se dogovorili za kakšno namembnost naj bo posamezna luka. Vsaj za kakšne tovore. To se pravi, da bi se zdaj... Da bi se Koper bolj turistično razvijal, mislite? Ne, Koper turistično se mora razvijati že po inerciji, zato ker je to nekako tam doma. Turizem je na obali doma in turizem je ključna gospodarska panoga na slovenski obali. Potniški terminal je v bistvu, pa ne samo potniški terminal, še marsikaj drugega. V Istra in Kras, veste, mi moramo dejansko se zavedati, da je določena turistična infrastruktura nam vsem skupna. Potniški terminal ni namenjen samo občini Koper, ampak je predvsem namenjen celotni obali oziroma Istri in Krasu. Tako kot je recimo Postojnska jama ali pa ne vem, Lipica ali pa Sečoveljske, Strunjanske soline, ne vem, portoroški hoteli, ne glede kdo je lastnik. To je naša skupna turistična infrastruktura, na kateri dejansko moramo graditi in jo dograjevati, če hočemo razvijati turizem oziroma če hočemo dejansko razširiti turistično sezono tudi v jesenski in zimski čas.
imamo dejansko naravne danosti, imamo odlično klimo, lahko si privoščimo še marsikaj, če bi dejansko gradili razvoj turizma na naravnih danosti in to, kar nam je dejansko mati narava pustila, bi danes bili veliko bolj bogati. Je to bil razlog tudi tega vašega prvega obiska, pravzaprav, ki ste ga naredili kot vlogi državnega sekretarja skupaj z ministrom gospodarstva, sta bila v Kopru in to je bilo v bistvu tudi precej dvoumno v medijih interpretirano, mislim. Glejte, posamezni komentatorji oziroma interesi vedno hočejo iz dobrih namer narediti slabo. To je pač njim znano. Namen obiska občine Koper in Luke Koper z ministrom za gospodarstvo in gospodom Stepišnikom je bil ravno ta, da se doseže ta kompromis med lokalno skupnostjo in interesi Luke Koper. Kaj nam pomaga državni lokacijski načrt, ki je bil sprejet za podaljšanje pomolov prvega, drugega in izgradnjo tretjega pomola, vkolikor temu nasprotuje lokalna skupnost. Zato smo na isti dan obiska dosegli in sklenili nek sporazum med županom občine Koper, med predsednikom uprave Luke Koper in neke vrste in z ministrom za gospodarstvo, gospodom Stepišnikom. Tukaj je ministrstvo za gospodarstvo nastopilo bolj v vlogi nekega mediatorja, ki skuša nekako pomagati, da se tukaj interesi tako enih kot drugih zadovoljijo in znajdejo na stični točki in da se končno prične delovati v smeri reševanja in implementacije vseh teh projektov, tako za interes Luke kot za interes lokalne skupnosti v prostor. Naslednji teden se dogovarjava takoj po praznikih s predsednikom uprave Koper, gospodom Brankom, da bomo naredili pregled vsega celovitega stanja, ki je do sedaj bilo že narejeno, torej in kaj moramo še narediti, tudi na podlagi tega doseženega sporazuma z lokalno skupnostjo, da vidimo, kako lahko še pomagamo, pa ne samo ministrstvo za gospodarstvo, kako lahko pomaga vlada Republike Slovenije, kako lahko pomaga tudi, ne nazadnje, tudi ministrstvo za infrastrukturo, ker smo tudi dnevno v navezi z ministrom za infrastrukturo, gospodom Omerzelom, in mislim, da smo na dobri poti, kajti to sodelovanje, ta krog, ki ga seveda kot operativec povezujem, je vedno bolj čist, vedno bolj tekoč in vedno bolj nekako usklajen med vsemi akterji in jaz osebno vidim za vsak konkreten projekt, ki je bil v preteklosti nekako zanemarjen, vidim luč na koncu tunela in sem prepričan, da vkolikor bomo delali tako usklajeno in če bo tukaj zmagal dialog, in če se bomo med seboj pogovarjali, če tudi se velikokrat ne bomo strinjali, da bomo prišli do skupnih rezultatov, ki so dobri za državo in za družbo, nikakor pa ne za posamezne stranke in strankarske interese, kot se je to dogajalo v preteklosti. Zdaj, vaš politični vzpon v parlamentu je takrat sprožil kar postali ste pravzaprav najbolj prepoznavni obraz Pozitivne Slovenije. Že na samem začetku, ko je poskušal vlado še takrat sestaviti gospod Janković, kakšne je pravzaprav, vi ste bili dolgo leta tudi na ladji, kot prvi oziroma drugi ali tretji častnik, dolgo leta, od kdaj ste potovali po svetu, v bistvu zanimivo biografijo imate. Ja, moji začetki so bili kot pomorščak na ladjah splošne plovbe, na ladjah Jane Shippinga pod liberijsko zastavo. Oplul sem dvakrat svet, videl sem marsikaj, doživel sem marsikaj. Na ladji je delo zelo operativno, tam nas je 20-25 ljudi in vsak ima svoje zadolžitve. Te koordinacije, v bistvu izvira iz tega. V bistvu tam logično je, veste, če ne naredite svojega dela, namesto vas ga ne bo nihče naredil. Se ladja lahko potopi tudi, v bistvu. Ja, na koncu tudi. Zaradi malomarnosti, zaradi neodgovornega ravnanja prihaja tudi do trkov v ladji, do raznih havarij na morju in jaz sem dejansko kot otrok, kot nek srednješolec že se kalil na ladjah in moram reči, da če pogledate vsi pomorščaki, vsi tisti, ki so končali pomorsko šolo in ki so se kasneje znašli na kopnem, so uspešni.
poslovneži ali drugače. Srednjo pomorsko šolo. Srednjo pomorsko in kasneje tudi visoko pomorsko v Portorožu. V Portorožu, ja. In potem ste šli na ladjo. Veste, kako je, na ladji ni blefa, na ladji si ali nisi, na ladji moraš pokazati, tam ne moreš čakati, se skriti za vogal, da drugi naredi delo namesto tebe, ne moreš simulirati, da nekaj delaš, če dejansko ne delaš. Na ladji se vse vidi in na ladji se vse vrednoti. Napake so usodne, v bistvu. In so napake lahko usodne, tako kot na kopnem. In če to preneseš na kopno, tako obnašanje, predvsem ta občutek odgovornosti, potem je uspeh zagotovljen. In tudi država Slovenija ima veliko tega neizkoriščenih resursov in ima še vedno velik potencial, ne glede, da nismo znali bolje izkoristiti svoje primerjalne prednosti v odnosu do drugih držav Evrope in celotnega sveta, je pred nami še veliko priložnosti in jaz nisem za to, da jokamo za zamujenim, ampak da delamo s tem, kar imamo, kar nam je na razpolago in tega je ogromno. Dobro, samo moramo sodelovati. Predlagam, da pogledava oglase, pa nadaljujeva v tem zanimivem delu, predvsem v vaši karieri, takoj po oglasih.